14. regijski obisk. Na teh obiskih želimo obiskati tako podjetnike, župane, različne skupnosti, ker želimo izvedeti iz prve roke, kakšni so problemi regije, kje lahko mi pomagamo, kaj lahko mi kot poslanci ali politična stranka naredimo za izboljšanje stanja. Na teh obiskih se izredno veliko naučimo in tudi tukaj v Mariboru smo slišali od nekaterih podjetnikov predvsem to, da želijo spremembo zakonodaje v tej smeri, da bodo podjetja lažje delala. In to je tudi naloga države, da sprejema takšne predpise, takšne ukrepe, da podjetja lahko delajo. In to je največ, kar lahko potem država tudi naredi za spodbujanje gospodarstva. Seveda mnoge tudi skrbi ta novi davek na nepremičnine, ker jih bo dodatno obremenil. Potem smo se pogovarjali tudi o nekaterih uredbah v zvezi z okoljem, ki bodo nekako podjetništvo dodatno obremenile, namesto razbremenile in podobno. In poslanci Nove Slovenije na podlagi vsega tega bomo postavili nekaj poslanskih vprašanj. Predvsem pa krščanski demokrati menimo, da mora država sprejemati takšne ukrepe, da spodbujajo gospodarstvo. Maribor je bil nekoč znan po velikih gigantih, po velikih podjetjih, ki so pa na žalost ena za drugim ugašala. In prihodnost zagotovo ni naklonjena temu, da bodo nastala podobna velika podjetja. Mislimo, da je rešitev, perspektiva predvsem v ustanavljanju malih, srednjih družinskih podjetij na podlagi tega, kaj Slovenija v tem trenutku potrebuje. Mi pričakujemo predvsem od države to, da razišče, kaj Slovenija, konkretno Maribor, ta regija potrebuje in na podlagi tega potem daje spodbude, da lahko ljudje ustanavljajo podjetje, da so lahko ustvarjalni, delovni, da žanjejo tudi uspehe svojega dela. V sedanjem času vlada ne sprejema ukrepov, ki bo spodbujali gospodarstvo, prej obratno, mi pa menimo, da je to prava pot. Že kar nekaj takih informacij imamo, kako so v države, ki so bile v krizi, z nižanjem davkov spodbudile gospodarstvo. Z dodatnimi obremenitvami pa je to težje narediti oziroma prej zaviramo gospodarstvo, kot pa spodbujamo razvoj. In Maribor je prav tako zelo pomembno slovensko mesto, ki ga pestijo prav težave zaradi tega, ker ni dovolj delovnih mest, še posebej za mlade. In menimo, da bi morali vsi skupaj delati v tej smeri, da odpravimo administrativne ovire, da bodo podjetja lažje delali.